Članek, ki je objavljen v reviji Lancet, prinaša rezultate multicentrične mednarodne raziskave, v kateri je sodelovalo 7 držav z različnimi zdravstvenimi sistemi, vključno s Slovenijo. Raziskava je nedvoumno pokazala, da se pri bolnikih pojavlja za 30% manj neželenih učinkov, če njihovo zdravljenje, se pravi izbiro zdravila ali odmerka zdravila, prilagodimo njegovim genetskim značilnostim. V raziskavo so bili povabljeni bolniki, ki so prvič začeli zdravljenje z enim od zdravil z farmakogenetskimi priporočili. Približno 25% pogosto predpisovanih zdravil je takšnih, ki imajo farmakogenetska priporočila in pri katerih bi takšna informacija lahko pripomogla k bolj varnemu in učinkovitemu zdravljenju. Vsi raziskovalci, ki smo sodelovali v tej raziskavi, menimo, da bi bilo skoraj etično sporno, da bolnikom ne bi ponudili v bistvu te možnosti, da je njihovo zdravljenje s pomočjo farmakogenetske informacije lahko bolj učinkovito oziroma bolj varno. Te dokaze priskrbeti, da je takšen pristop bolj varen, da lahko te rezultate priskrbimo dovolj hitro, da so lahko uporabni v klinični praksi in v bistvu, da se tudi, da cena te farmakogenetske analize v primerjavi z ceno nekaterih zdravil ali pa s ceno zdravljenja neželenih učinkov, da je ta cena tudi relativno ni več tako visoka. Te dokaze smo lahko priskrbeli raziskovalci. Od tukaj naprej je pa stvar v rokah strokovnih zdravniških združenj. Ta priporočila morajo priti v smernice zdravljenja in predpisovanja zdravil. Kako bo pa to implementirano in pa kako bodo povrnjeni stroški farmakogenetskega testiranja, to je pa potem stvar zdravstvene stroke in zdravstvene politike.